zelo lepe dosežki v tujini, ogromno nekih stvari, hotelov, vil, ki si postavil, zelo veliko si prisoten tudi v Saudski Arabiji, v tem delu sveta. Pa me zanima, kaj bo tisti aha trenutek, pravijo temu Američani. Je bil kakšen projekt, ki je bil, ki rečeš, to je pa to, zato pa jaz živim, zato pa delam, to je pa top. Veš, kako je, tako podoben kot leta 97, ko me je prijavil, pa je rekel, v soboto greva na prvi tečaj golfa, ne. Pa sem rekel, pa čakaj, midva windsurf delava, powder skiing furava, basket igramo, kakšen golf, to je za starce, ne. Ampak ko sem prvič palco paril in prvi swing naredil, sem vedel, da je to nekaj, kar rabim, ne. In isto je bilo v Saudski Arabiji, ko je veleposlanik Kokal na povezavi nekih projektov in tako naprej, ki sem jih pomagal za državo peljati, takrat, ko je bil on direktor direktorata oziroma potem že veleposlanik v Kairu, sem organiziral ekipo, da smo šli pravzaprav dol. Jaz nisem vedel, kaj pričakovati. Ampak, ko sem videl to širino projektov in ko sem videl spoštovanje stroke, mi je bil to dejansko en tak res blazen imperativ, da sem rekel, da tukaj moramo nekaj narediti, ne. Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z mano je danes en zelo poseben gost. Lepo pozdravljen, Robert. Pozdravljen, Mark, živa. Zdaj, preden gremo pogledati tvoje izjemne dosežke, uspehe, poglede, način razmišljanja, ki je fantastičen, bi te jaz našim poslušalcem predstavil, da bojo vedeli sploh, s kom se pogovarjam. Se pravi, Robert, ti si leta 1999 diplomiral na Univerzi za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani. Sodeloval si v tem času z večjimi vplivnimi profesorji, kot je PMC Kit iz Helsinkov, profesor Gabrielčič iz Ljubljane, Podreka iz Dunaja in tako naprej. Po diplomi, že takrat si prejel kar nekaj študentskih nagrad, po diplomi na fakulteti za arhitekturo si potem leta 2000 se pridružil družinskemu podjetju za proizvodnjo oblazinjenja, Klunt Ambienti. In takrat ste imeli 3 zaposlene, danes jih imate 12 in ste eden izmed najbolj kreativnih, bom rekel, podjetij na tem segmentu. Hkrati imate tudi svoj kataloški lastniški program Klunt Design. Potem si pa tudi s svojim podjetjem si v bistvu postavil trend in pa si eden izmed vodilnih na področju raziskav in razvoja z področja oblikovanja oblazinjenega pohištva in notranje opreme, kjer imaš preko 45 kataloških dizajn linij. In zdaj, če greva še korak naprej, 2006 je bil izvoljen za predsednika Društva oblikovalskega Slovenije. Spet ogromno nekih nagrad. Leta 2012 si ustanovil konzorcij pod okriljem arhitekturnega oblikovalskega inženirjega studia Magneti Design, ki ima danes 8 arhitektov. In če sam pogledamo, kaj vse ste že v tem času naredili, in sicer imate Canary Hills compound v Saudski Arabiji, Marriott Hotel v Rijadu, Starwood Loft v Rijadu in Bahrajnu, Villa Todorović v Beogradu, več vil v Sloveniji, ekološko naselje Terme Topolšica, 29 apartman vil, ogromno nekih delate tudi za Big Bang, za NLB in tako naprej. In pa zadnji podvig je, oziroma zadnja 2 podviga sta, da si v letu 2020 pričel z lastno ekipo razvijati virtualni svet VR in se zelo močno spuščaš v ta segment. Zelo smo ponosni, da si leta 2019 pomagal spraviti Slovenijo še bolj na zemljevid s tem, da si zmagal na razpisu za idejno zasnovo slovenskega paviljona Dubai Expo 2020, kjer si prejel spet ogromno nekih nagrad, mednarodnih za trajnostno arhitekturo, Big C, Going Green Global, Architectural Award, Los Angeles in tako naprej. Si pa tudi zdaj z novim podvigom vstopil tudi zelo močno v glamping in se bo tega tudi dotaknil. Tako da wow. In preden začneva, jaz zmeraj moje izjemne poslušalce vprašam, če bi bila midva v gimnaziji sošolca, si bo že takrat toliko, bom rekel, podjetniški. Mark, vse, kar si zdajle povedal, ne, veš, mi, kad delamo, enostavno sploh ne razmišljamo, koliko delamo, ne, ampak ja, kad potem pa takole nekdo vsake toliko časa naredi neko tako kratko revizijo tvojega dela, kakorkoli projektov, ne, potem dejansko vidiš, da ni zastonj tisti 24/7 pa 365 dni, ne. Ja, res je, zelo veliko delamo, zelo veliko se dejansko angažiram na področju kvalitete bivanja. Prav v zadnjem času smo vse to združili pod nekim sloganom
Sacred Garden of Vitality, kjer dejansko pač poizkušamo ne samo to, da projektiramo, ampak da projektiramo v nekem duhu zdravja, v nekem duhu ergonomije. Vmes smo delali ergonomske konference, vmes izobražujemo študente, delam na fakulteti za dizajn z 20 študenti podiplomskega študija letos. Lani smo naredili čudovite projekte in ja, dejansko pač celo življenje že, verjetno je to pač vpliv tega, da sem pač sin obrtnikov, se pravi, moj oče, mama sta iz okolice Ribnice oziroma iz Ribnice na Dolenjskem, kjer je oče zelo zgodaj šel v svet, tako sem tudi jaz rojen v Münchnu, ko je pač v obdobju 15 let delal v Münchnu oziroma v Augsburgu zraven. Ves čas nekje spremljaš ta napor obrtništva, kot majhen sodeluješ že v delavnici, ne glede na to, da smo imeli, ne vem, 3-4 samo zaposlene, si poleti, ko si, ne vem, šel brcati žogo na travnik s prijatelji okoli hiše, si šel pa si, ne vem, ali kaj videl, ali kaj naredil, ali kaj zašil, ali kakorkoli, bil ti je to hec, ne. In ja, če bi bila midva sošolca v gimnaziji, bi te verjetno se za glavo prijel, kaj bo iz tega fanta ratal, ne. Moja mama je jokala po vsakih govorilnih urah, ne. In sem jo pa začudeno gledal, kaj je sploh narobe, ne. Ampak, lej, če pogledam, ne, evo, mislim, tebe pa mojo ekipo ljudi, sošolcev iz gimnazije, so danes eni celo ministri, drugi zelo na pomembnih položajih in tako naprej. Takrat smo bili pa taki zvedavi, ne. Ena razredničarka je zelo dobro rekla, ne, je rekla, veš, Robert, takrat, ko sem te gledala, ne, sem vedela, da si navihan, ne, ampak ne slabo namerno, ampak tako živahno navihan. Yeah. In nismo delali barabi, ampak smo dejansko pač probali izkusiti življenje, ne. Malo v stilu rock and roll ali kakorkoli, no. To je bil takrat naš povezovalni člen ali kakorkoli, se veš, leta 91 prvi koncert Rolling Stonesov in tako naprej, ne. Tako da ja, in na ta način nekako funkcioniramo, predvsem probamo najti neko sozvočje sodelavcev, ker je zelo, zelo pomembno, kako oni dihajo s tabo in ti z njimi, ker edino tako lahko potem stvari premakneš. Zelo pomemben je seveda tudi, za koga delaš in kako delaš, ne. Pri nas so naši najboljši naročniki, ne tisti, ki imajo ogromno denarja, pa si želijo samo neke brende vključiti, ampak tisti, ki so ozaveščeni, kaj je kvaliteta bivanja, kaj dejansko arhitekt njim lahko spremeni, ne. Mi smo dejansko kreatorji nekega lepega, zdravega bivanja za naše naročnike. Pa ali govoriva o poslovnih prostorih za NLB ali Big Bang, ki si ga omenil, ali pa govoriva dejansko o privatni vili hiši, kjer nočem biti tisti, ki je samo skopiral neko lepo zasnovo iz Pinteresta, ne, ampak je vključil lokalno znanje, lokalne obrtnike, lokalne materiale, ker vedno tako potem tudi dobiš najboljši rezultat. In pri nas smo znani v biroju, da če se le da podpiramo slovensko znanje, slovenske materiale, slovenske komponente in tako naprej. Top. Zdaj, ena stvar, ki me zmeraj fascinira, in sicer ti imaš različne klobuke, od tega, da si arhitekt, oblikovalec, investitor, predavatelj, podjetnik, pa še kje bi se najdel. Me zanima, kako se ti, imaš kakšne rutine, kako si organiziraš čas delovni dan, se ti v nedeljo pripravaš za teden, imaš ponedeljek, kakšne posebne rutine? Glede na to, ne, da imaš res toliko veliko obveznosti, ne, moraš biti ne samo v nedeljo, ampak vsak dan, ne, pripravljen, ne, če drugačne vsaj zjutraj pregledati stvari, ne. In še enkrat, če ne bi imel sodelavcev takih, kot jih imam, ki so mi res v podporo in v neko tako pozitivno energijo in ta vibe, ne moreš teh stvari peljati, ne. Dejstvo je pa, da jaz sam sebe smatram za slabega menedžerja, ampak res slabega menedžerja, ne? Ker mene ta kreativni duh toliko vodi, da enostavno, ne, jaz imam enega prijatelja, za katerega pravim, da je res daleč najboljši menedžer, ampak da jaz nikoli ne bi bil za njega zaposlen, ker je preveč pasij. In ti, če hočeš res biti uspešen in imeti, ne vem, 1000 zaposlenih, moraš biti tak, ne gre drugače, ne moreš biti mlahav, ne moreš biti odločen, moraš biti rigorozen, moraš se držati. Jaz, ja, imam vse te pravilnike, imam vse te zgodbe in žal se jih pa premalo držim. Ampak še zmeraj, ko pa neko črto potegnem, oziroma ko se ti potegnil, ne, ko pa vidiš, kaj vse smo naredili, pa neki rezultati pa so.
The best. Zdaj, ki si že lepo začel pomembnost ekipe, pa si večkrat lepo izpostavil, da brez ekipe, da imaš dobro ekipo. Me zanima, ko si postavljaš ekipe, kaj so te lastnosti, ki so ti pomembne? Najbolj pomembna stvar pri nas je poštenost, iskrenost in poštenost. Se pravi, da si povemo stvari in pa da enkrat ne pomislim o temu, kam je šel kakšen evro, zakaj je nekdo nekaj potrdil. Enostavno so to mi tista vodila, ne. Potem seveda pač v naslednji fazi pomeni organiziranost, v naslednji fazi pomeni dejansko širina človeka in pa različnost, ne. Ti, če imaš same alfa samce ali pa same alfa samice v timu, bo to zelo, zelo težko funkcioniralo, ne. Se pravi, moraš imeti različne ljudi, različne profile in tudi različno stare, ne. Evo, to, kar delam pač študenti, ne, je meni osebno super, ker me ohranja nad tlemi, ne. In študenti so tisti, ki dejansko, jaz sem rekel mojemu dragemu profesorju Gabrielčiču, kjer sem večno zahvalen, da me je razumel oziroma me je podpiral v stvareh, ki so jih delala skupaj čez študija in tudi drugače, da enostavno profesorji imajo največjo srečo, ne, ker ves čas ohranjajo ta mladosten naboj, ne, in kreativci ga moramo biti, ne. Ko se ti enkrat zasediš, je konc, ne, in zato so meni tudi potovanja zelo pomembna, ne, da odkrivam svet, ne. Jaz sem teden, 14 dni sigurno na mesec v tujini, ali je to Hrvaška, ali je to Srbija, ali je to Dubaj, ali je to Saudska Arabija, kjer sem največ. Je zelo, zelo pomembno, da nekako greš čez stvari, da jih vidiš. Včasih se hecam, ne, da je tukaj vse zelo lahko delati, ker delamo samo pasje utice v primerjavi z, ne vem, 846-metrskim nebotičnikom v Dubaju, ne. Ampak na koncu koncev može biti prav tako zbran, pa prav tako organiziran, pa prav tako res fokus imeti, da dejansko lahko potem projekt zapelješ. Ne želim, da zamujamo, to mi je zelo pomembno, ne. Tukaj včasih je malo hude krvi ali pa grdih pogledov, ne, Robert prije pa zelo, ta jutri moramo dati, pa kako nismo prej pojavili? Sem pač malo premalo organiziran, ampak sem omenil. Ja. The best. Zdaj, zelo lepe dosežki v tujini, ogromno nekih stvari, hotelov, vil, si postavil, zelo veliko si prisoten tudi v Saudski Arabiji, v tem delu sveta. Pa me zanima, kaj bo tisti trenutek, pravijo temu Američani? Je bil kakšen projekt, ki je bil, ki rečeš, to je pa to, zato pa jaz živim, zato pa delam, to je pa top. Veš, kako je, tako podoben kot leta 97, ko me je prijavil, pa je rekel, v soboto greva na prvi tečaj golfa, ne. Pa sem rekel, pa čakaj, midva windsurf delava, powder skiing, furava, basket igramo, kakšen golf, to je za starce, ne. Ampak ko sem prvič palco paril in prvi swing naredil, sem vedel, da je to nekaj, kar rabim, ne. In isto je bilo v Saudski Arabiji, ko je veleposlanik Kokal na povezavi nekih projektov in tako naprej, ki sem jih pomagal za državo peljati, takrat, ko je bil on direktor direktorata oziroma potem že veleposlanik v Kairu, sem organiziral ekipo, da smo šli pravzaprav dol. Jaz nisem vedel, kaj pričakovati. Ampak, ko sem videl to širino projektov in ko sem videl spoštovanje stroke, mi je bil to dejansko en tak res blazen imperativ, da sem rekel, da tukaj moramo nekaj narediti, ne. In ja, naredili smo 3 ogromne hotele z področja inženiringa, sprojektirali ogromen compound 160 stanovanj, 240 vil zraven, pripravili več manjših projektov, en hotel, ki žal ni šel naprej. To so res neke dimenzije, ki so potem me pripeljale do tega, da poznaš okolje, da se začneš povezovati in da dejansko vidiš nek potencial. In potem se je zgodil še ta natečaj za Expo, kjer smo zmagali projekt, ker verjamem, da smo zmagali prav zaradi poznavanja lokalnih zahtev in pa izzivov, ne, ker v Saudski Arabiji pa v arabskem svetu les ni gradben material. In samo za projekt Expo paviljona sem moral pripraviti 200 strani dolg report za Dubai South Authorities, zato da smo lahko potem gradili slovenski paviljon v lesu, se pravi plošče v lesu, stene v lesu in pa tisto moje ribniško sito na vrhu, ki je
vroče arabsko sonce umaknilo s strani zelenja, s strani obiskovalcev, da so se res verjetno najbolj prijetno počutili tudi v okolici, ko je bilo vroče v Dubaju od vseh paviljonov. Ne. Ne, in moram čestitati, ker s tem idejnim konceptom, ki se je pol realiziral, mislim, da je številka, da smo imeli več kot 1 milijon obiskovalcev, kar je noro v taki časovnici. Pa me zanima, kaj pa je, da bodo naši poslušalci razumeli pomembno, ko se loti še enega projekta? Absolutno so verjetno želje, je okolica. Kaj so te dimenzije, ki so pomembne? Jaz mislim, da je pri vsakem projektu zelo pomembno, da poslušaš naročnika, da spoznaš okolje, v katerem pač projekt stoji. Če govoriva konkretno o paviljonu, je zelo pomembno, da poznaš vse leto, se pravi letne čase, oziroma tam je samo en letni čas, se pravi, pozimi je 20 stopinj, poletje 55 stopinj, da enostavno pač razumeš, kako bo ta projekt dihal, s kakšnimi materiali bo narejen, to vpliva potem vse skupaj na ostalo konstrukcijo, kompozicijo in tako naprej. In enako je tudi, ko se lotimo vile, da veš, koliko sob potrebuje, kako družina funkcionira, da družino spoznaš, da ne gre zdaj spet še enkrat za nek copy-paste, neke lepe vile iz Los Angelesa, ampak da gre dejansko za vilo, ki je prilagojena družini. In takrat potem ona funkcionira res fantastično, takrat se družina dobro počuti, takrat je tudi harmonija med njimi, takrat so oni povezani bolj, da ne govorimo o tem, da seveda pač je potrebno razmišljati o naravnih materialih, ker le oni zagotavljajo tisto pravo mikroklimo v prostoru, da razmišljaš o vseh sodobnih pristopih, kaj je to pametna hiša, kaj je to naravni material povezan z različnimi senzorikami in tako naprej. Daj mi povej, ti si tudi trendsetter na svojem področju in avtoriteta, pa me zanima, kaj pa opažaš, a je pomik od tega nekega blišča do zelene gradnje, do uporabe teh naravnih materialov, kar si lepo povedal? Ja, jaz mislim, da se jasno ve v strategiji Evrope, da je potrebno priti v konceptu gradnje do naravnih sklopov gradnje v obdobju naslednjih 20 let. To je seveda pač vse pogojeno ali pa povezano z raziskavami z področja zdravja, se pravi, večina bolezni izvira iz pač tega, v čemer in kako bivaš. Se pravi, če je nekdo zelo velik v naravi, bo seveda bistveno večji potencial imel, da bo zdrav, kakor pa če bo zaprt v neki armirano-betonski kletki ali pa v, konzervi. In to so tiste stvari, ki so zelo pomembne. Jaz sem jih začel razvijati oziroma odkrivati že zelo zgodaj, se pravi, konkretno pač, ko smo gradili svoje objekte doma oziroma vikende in tako naprej. In vidiš, kakšno mikroklimo ima tak objekt, vidiš, kako funkcionira z naravo, vidiš, da dejansko ni problem potem vlage, da ni problem potem plesni in vseh teh slabih stvari, ki jih umetni materiali dejansko zadržujejo in producirajo, zato da potem pač človek slabše živi. Tako da, ja, naš razvoj lesenih gradenj je zelo sistematičen, zraven pa še zmeraj kreativen. Se pravi, ko smo začeli pred enim letom z čudovito ekipo razvijati nov koncept glampingov, smo se odločili, v katero smer gremo in imamo popolnoma unikaten sistem šotorov oziroma teh glamping enot, ki so lahko ali polno zaprte ali s šotorskimi platni. Zdaj spet šotorska platna, odvisno kakšno so. Če imamo mi v Sloveniji, Avstriji postavljen resort, moramo seveda najti materiale, ki so kot platna oziroma so platna in zraven dihajo, se pravi, se noter ne kondenzira vlaga, so dejansko tako izolirani, da ni prevelika poraba. Kakšen izolativni sloj narediš pod objektom, okoli objekta, kako narediš ogrevanje in tako naprej. Vse to potem prinese neke rezultate in sam stremim k temu, da naši glampingi imajo lesene konstrukcije brez metalnih spojev. To mi je eno tak zelo velikih featurejev. Verjamem, da imamo najboljše lesene konstrukcije ta trenutek na trgu, da ga ni nobenega, tudi te veliki, ki bi lahko konkurirali tej leseni konstrukciji, ki imamo mi, se pravi cross-laminated timber, profili, nosilci in pa plošče.
razvijamo tudi zdaj že za prav naše področje sisteme, kako bomo lahko imeli neko prijetno talno ogrevanje tudi v teh glamping enotah, ker si želimo, da je naš glamping resort odprt celo leto. Se pravi, tudi ko boš šel na smučanje, boš lahko vzel glamping enoto. In vse to seveda pač potem pripelje do nekih rezultatov, raziskav. Zelo velikokrat naredimo sami stvari. Naprimer, ne, jaz sem pred 8-9 leti zasnoval eno od svojih hiš, tako da sem razvil hibrid. Se pravi, za Ljubljano jaz zagotavljam, da je hibrid najboljši, ker imamo plošče, ki so akumulativne, se pravi, nam zadržujejo nekaj v teh oscilacijah, kot so ravno zdaj v tem času, neke temperature, ali pozitiv ali negativ, in zraven, da imaš ti lesen plašč. To je tako, kot se oblečeš po zimi recimo v tistega kanarčka, ne, ki ga oba poznava, ne, in boš, če drugega ne, na noter moker, ker boš švical, ali pa oblečeš neko vrhunsko Gore-Tex oziroma puh z naravnimi materiali, ki prepuščajo vlago in tako naprej, in se boš res dobro počutil, ne glede na to, da boš zraven funkcioniral. Ne. Pod kanarčkom bolj ne, da greš na sprehod, ker boš znotraj cel moker. Ne. Ko pa imaš vrhunsko smučarsko obleko, pa veš, da lahko smučaš, pa ne boš prepoten. To je isto je pri gradnji. Ne. Super, ne, in lahko povem, ker sem videl te glamping apartmaje oziroma šotore in so res vrhunski. Mislim, da si poslušalci ne znajo predstavljati, da je to res na nivoju. To so res luksuzni zelo lepi apartmaji. Robert, eno vprašanje, in sicer ti si, tako kot jaz sem tu zelo zgodaj že šel v tujino in se mi zdi, da tujina je darilo, res ti veliko ponud, in me zanima tudi tvoj pogled. Ti si izjemno zgodaj šel v tujino, si zelo prisoten v tujini in se stalno učiš, gledaš, deliš znanje. Koliko je po tvojem mnenju danes pomembno, da vsak mlad posameznik, pa tudi starejši, da gre v tujino? Tako rekel, Mark, do korone je to vse skupaj izgledalo tako mal luksus. In meni zelo veliko ljudi, zato ne postam več toliko, kje sem pa kako sem, ker mislijo, da dejansko pač se zabavam. Če bi šel enkrat en od tistih nevednežev z mano v Saudsko Arabijo za en teden, in ugotovil, da v Saudski Arabiji ni alkohola, se pravi zvečer ne gre žurat, ker ga ni žuranja. Da zraven je delo 24 ur, kar se moraš dokazati. Ko prideš in je zamik časa v hotel, se pravi vsi, ne vem, v hotelu ob 11, ker bije se zelo pozno v arabskem svetu, si ob 11, 12 v hotelu, primeš svoj računalnik, potegneš ven iPad in narediš skice, ki so potrebne za to, da zjutraj lahko kolegi spet delajo naprej in da gre vse v tisto smer, ki si sam želiš, pošlješ določene odgovore, poročila verjetno imaš tako, kaj jaz, 300-400 mailov na dan, ki jih je mogoče res 20-30 užitnih pa potrebnih odgovora, pa še zmeraj vsak ti vzame 5 minut, pa spet veva, kje si. In kar naenkrat je ura 3-4 zjutraj, ko zaspiš, vstati moraš pa spet ob 7-8. In to je nek ritem, ki dejansko tega svet da, in jaz dostikrat rečem, se pravi, tujci tukaj delajo zelo pridno, vsi. Ali so to tujci iz bivše Jugoslavije, ali so to tujci iz kje druge, so pridni. Sploh tisti iz bivše Jugoslavije so zelo pridni. Jaz vem, da doma oni niti slučajno niso tako pridni. In to je tisto, ker mislim, da ti prav da, poleg izkušenj seveda in poleg tega, da dejansko moraš biti še bolj organiziran. Če ti nisi organiziran, tudi nikamor ne prideš. Jaz naredim 15,000 kilometrov ponavadi na poti od 7 do 10 dni, in ko vse to potegneš skupaj, potem ugotoviš, da dejansko si imel 5-6 letal in že zaradi tega si mogel biti organiziran. In tako naprej, in tako naprej. Tam kakorkoli, če si večji, seveda, jaz upam, da enkrat bom imel nekega asistenta, ki bo skozi hodil z mano, oziroma da bo celo že po Ljubljani pa po Sloveniji vozil, da bom jaz lahko nehal grešiti, ko pišem odgovore na maile med vožnjo in tako naprej. Vem, grozno, ampak hočeš ujeti vsak trenutek in to je tisti problem. In ja, jaz sem prepričan, da tujina preprosto, ko vržeš otroka v vodo, mora pač plavati, če ne potone. Da sem zelo kruto rekel, ampak ko gre on v svet, tam ni mamice pa tatija, ki bosta poskrbela, da bo oprano, zlikano, da bo nahranjen otrok, ampak bo moral preživeti. In zato se mi zdi, da je zelo, zelo dobro, da že zelo zgodaj začnejo delati sprav v času fakultete na odkrivanju sveta in pa temu, da pač, če hočejo se imeti lepo v življenju, potem ni samo
televizija, pa iPad, iPod ali whatever imajo, ne, ampak je Ja. potem potrebno to tudi si zaslužiti, zato da lahko to, kar imaš, narediš. In konec koncev je lepo, no, mislim, meni je res lepo spoznavati ljudi, spoznavati projekte. Ko dobiš projekt, je še to lepše, ne. Koga ne, te boli in potem ti da tisti power, ne, in te podžge pod podplati ali pa podritjo, ne, čak tom pa raztrgu in bo mnogo še boljšega naredil in tako naprej. The best. Ne, se strinjam s tabo. Tudi jaz sem pri 23 letih šel v Ameriko in je bila res fantastična izkušnja. Tam 4 leta živel, tako da se strinjam, res ti da čist nek drug pogled, samostojnost, tudi samozavest in tako naprej. Zdaj, kakor si prej lepo povedal, smo res natemperani. Digitalizacija je naredila to, da smo stalno v stiku z različnimi aplikacijami, skozi smo praktično online, pa me zanima, tvoj preskok sedaj je bil tudi zelo top, zelo trendovski in sicer ste šli v razvoj virtualnega sveta VR. Daj nam malo več povej. VR kot tak je meni nekaj blizu že zelo dolgo, ne. Blizu mi je zaradi tega, ker z VR-om jaz lahko naročniku v real time povem, pokažem, spremenim njegov objekt ali interjer. To je sicer ogromen dela, to je zelo težko si predstavljati, koliko dejansko dela je tukaj noter, ampak imel sem spet eno srečo, ali pa mogoče predrznost, da sem mi vsi arhitekti ponavadi delamo z zunanjimi sodelavci za področje vizualizacij. Jaz sem se zelo zgodaj odločil, da moram imeti znotraj ekipe tudi strokovnjake za to področje. Se pravi, jaz sem v biroju, zdaj jih je, mislim, da nas je že 11, imamo ljudi, ki so ne samo tajnica pa direktor, ampak so, se pravi, arhitekt, interieristi, dizajn kot tak, zaradi tega, ker vsaka prezentacija mora dobro izgledati, in pa vizualizacije. In ta človek, Gregor, sodelavec moj, je navdušen igričar bil in pa seveda tudi VR in mi ga je predstavljal in so se odločili, da to naredimo. In smo dejansko začeli razvijati koncept VR-ja, 2 leti nazaj pravzaprav, potem je prišla korona in je to dejansko samo še pokazala, da dejansko je to res potreben sklop in ob vseh povezavah, ki jih imamo, je gospodarsko razstavišče zdajle prvič tak big scale koncept potrdilo. In je prvi VR dejansko uradno bil predstavljen z gospodarskim razstaviščem in smo naredili virtualni sejem ambient in zdajle so že v dogovorih projekti za sejem dom, tako da bo dejansko podjetje, ki predstavlja določene komponente, lahko bilo predstavljeno tudi v VR okolju. In tukaj je ogromno razvoja, tukaj je ogromno implementacije IT sodelavcev, ni samo arhitekt potreben oziroma diplomiran vizualizist, ampak je potrebno, da dejansko ti vse to tudi pravilno plasiraš. Moja želja je seveda, da bo vse to tudi 24 ur, 7 dni v tednu predstavljeno v okolju weba in da boš lahko sam se igral, ne. Zdaj, sam razvoj seveda bo še bistveno močnejši. Verjamem, da ni samo možnost z očali, ne? Ker naprimer mi smo pred 2 leti zmagali 3 natečaj za Avstrija Trend Hotel, 220 sob, dobili dizajn za te sobe in smo jim naredili VR, takrat prvi VR sobe, da je dejansko naročnik lahko se sprehajal po svoji sobi in smo spreminjali tkanine, smo spreminjali zavese, smo spreminjali luči, smo spremenili intenzitete, kako je, če je luč prižgana, če ni prižgana. Naredili določene v oblikovanju presežke in pa seveda naredili potem to prezentacijo, kjer je dejansko naročnik potem na koncu ta moodboard materialov, barv in tako naprej potrdil in se je on naredil kot vzorčno, se pravi, je bilo potrebno samo eno vzorčno sobo in piči dalje, ne. Se pravi, ogromen stroška se prihrani v smislu razbijanja dela, motenja ostalih. Se pravi, pri hotelu, če se hotel za to odloči, ne, pravzaprav ne rabi več sploh vzorčne sobe, ampak najde samo proizvajalce in jim zaupa nalogo prenove in takrat potem ljudje niso obremenjeni, ki bivajo v hotelu in tako naprej. The best. Da mi povej, tvoje področje je eno izmed področij, kjer si lahko bolj inovativen.
Kako pa ti poskrbiš, da eno je, da so študentje s tabo, da si skozi v trendu, kaj so pa še kakšne druge stvari? A obstajajo kakšni podcasti, absolutno poslovne poti in tako naprej? Zdaj se tam, a veš, inovativnost je tako zelo, ne, kaj je zdaj inovativno, ne? A je inovativno to, da je Tesla šel pa je postavil navadne AAA baterije pod prvo vozilo, pa rekel, zdaj imam jaz, ne, sem povečal ga je, ne. Jaz mislim, da inovativnost je v samem detajlu, ne. Mi arhitekti imamo res neverjetno veliko koščkov, ki jih moramo sestaviti v neke mozaike. Ja. In zdaj, če si pri tej zadevi malo kreativen, jaz rečem, da si pač lahko oblikovalec. Če si še bolj tehnološko pristopaš, si potem arhitekt. Če si pa res odpičen do konca, si pa urbanistka, on mora biti najbolj sposoben dojemati prostor kot tak. Ampak koncept kot tak je vedno povezan s tem, kdo ti si in kje delaš, ne? In valjda, če boš delal samo hiše, boš vedno ostal samo v okolju hiš, ne? In odzunaj je to zelo specializiran, pri nas pa hvala Bogu ne? In tudi jaz ne morem delati samo ene stvari, ne? Če bi samo zofe risal, pa samo dizajne delal, bi verjetno se mi zmešali zelo hitro, ne? Tako da mi je zelo pomembno, kako potem se vse to povezuje, kako različne strokovnjake spoznavaš, kako se vračaš k naravi, kako vse to razvijaš, kako detajl potem narediš na koncu, da res funkcionira, ne? Kar pri hiši, na primer, je zelo pomembno, a bo ta hiša funkcionirala, ne bo, ne? Koliko hiš, tisti, ki so res moderne, funkcionirajo v Sloveniji, je kar izziv izvedeti, ne? Zdaj, ta tvoj svet je res fascinanten in jaz se probam čim več od tebe učiti in zato te tudi zelo veliko sprašujem. In sicer me zanima, v različnih industrijah ljudje s pomočjo nekih napak ratamo inovativni, se izboljšamo, pri nas pa dejansko napake niso zelo zaželene, se pravi, morate to preprečiti. Kako preprečiti, da recimo ni kakšnih napak? Kaj so te varovalke? Zelo dobro vprašanje, Mark, res zelo dobro vprašanje, ne? V gradnji moraš vedeti, da je toliko različnih sklopov, toliko različnih strokovnjakov vključenih, da pride do napake. Tako ali pa drugače, ne? Se pravi, ti lahko idealno zarišeš, kako bo hidroizolacija na objektu ali v kopalnici ali kakorkoli, čez 2 leti, ker bo pač delal to, ali keramičar prebil pa naslonil keramiko narobe, ali slabo spodaj hidroizolacijo naredil, ali izvajalec dal napačno, pa nekdo ni opazil, ali kakorkoli, na koncu pride lahko do problemov, ne? Ampak generalno je lahko to samo mali lokalni problem, ki ga boš tako ali pa drugače rešil, ne? Nek strošek je, ali pa nisem ima to zdaj veze, ne? Ampak zelo pomembno pa je, da ti celostno te stvari rešuješ in da res poslušaš strokovnjake, ne? Jaz imam neko vizijo, kako mora nekaj izgledati, kako to mora potem biti povezano, kateri detajli morajo biti upoštevani, kateri produkti vključeni noter. Zelo si želim, da delamo z ekipami, ki jih poznam. Ne maram, da se mi skozi neke ekipe menjajo, ker potem moraš vsakič posebej se učiti. Primer, ne, o čem govorim. Narišeš čudovit projekt naselja, izbere se določen izvajalec in začnejo delati. In ti jim rečeš 10-krat, halo, a ste pregledali vse načrte, elektro, strojne, statiko, arhitekturo, vse detajle. Ja, veš, malo bomo pa spremenili. In takrat, ko mi reče, malo bomo spremenili, vem, da bo sranje. Zakaj? Ker eno domino porušiš, se jih sigurno še nekaj poruši in nikoli več ne veš, kaj si naredil, kako boš to popravil in tako naprej. In seveda, danes izvajalci, žal moram to reči, so zelo, zelo površni, ne? Zelo so instant, se pravi, oni to piči mi, ki sem da dobimo posel, ne? Zelo, zelo pomembno je, da je tim dober, da tim te vpraša, preden začne delati, kaj je s tem detajlom, kaj je z unim detajlom in tako potem lahko ogromno nekih stvari, ki bi lahko šle narobe, rešiš, ne? Ne pa, da potem med gradnjo, nujno rabim tale podatek. Ja, prej bi se pripravil, prej bi bilo, ne, se pravi spet, ne, dajmo se dobro pripraviti, tako kot midva, ki se pripravlja, ki si rekel, v nedeljo oziroma vsak dan, ne, isto mora biti pač gradbišče, isto mora biti tvoja glava na pravem mestu in tako naprej. Ne mi povej, da bojo sploh naši poslušalci razumeli, koliko pa traja časovno en projekt, od tega, da prvi sestanek pa dejansko potem eno naselje, kaj to pomeni? Okay, zdaj bom zelo kreativen, ne, bom rekel, projekt, ki si ga videl v glampingi, ne, jaz pravim, da je to daleč najboljši projekt za prihodnost razvoja turizma, ne samo Slovenije, ampak celega sveta.
vsi vemo, tako zaradi korone, ker dejansko si individualen, ne rabiš več liftov, ne rabiš skupnih hodnikov, ne rabiš skupnih prostorov in tako naprej, in si res lahko v zdravem okolju, je pri nas narejen fenomenalno. Mi pridemo s projektom, praktično šele štartamo s tem konceptom, s tem startupom in je v enem dnevu projekt postavljen. Ne? Se pravi, če imaš ti dovoljenje prostora, kjer lahko delaš kemp, mi pridemo od naročila do ali je to 110 kvadraten objekt, za katerega potrebujemo 30 dni oziroma imamo predpripravljene komponente, ali pa tega, ki si ga ti videl, ki ima 37 kvadratov, kjer je za 4-člansko družino že vrhunski, super s kopalnico in z vsem, je postavljen v enem dnevu. Wow. To je najhitreje. Vendar pa svet ni tako lep, ne, oziroma je bolj zakompliciran. Ne. Ko ti prideš do mene, pa boš rekel, Robert, le jaz imam pa tukaj neko zemljišče, je prva stvar, da seveda pregledamo, kaj pravzaprav se tukaj sploh da delati. In se pravi, od tega, kaj se lahko gradi, do tega, da boš ti, tvoja družina potrdila projekt, zagotovo kot idejna zasnova potrebuješ vsaj 2-3 mesece. Ko vse to naredimo, potem se sprožijo postopki v Sloveniji in bom zelo, zelo realen, 6 mesecev do 1 leta, odvisno od zahtevnosti lokacije, je potrebno, da pridemo do prve lopate. Zdaj pa, ali bova gradila trajnostno, v lesenem delu in tako naprej, bova potem se naslonila na gospoda Pečečnika in bomo imeli vse komponente že pripravljene na lagerju in jih bomo v 14 dneh prinesli. Ampak to je zdaj, ne, Imagine, John Lennon pa tako naprej. Prihodnost, ja. Verjamem pa, da bo tako. Ne. Če pa greš klasično graditi, potem pa rabiš vsaj še 1 leto, tako da v 2 letih, ko delamo za, na primer, družino, ne, postanemo res ali zelo dobri prijatelji, ali se pa ne moramo videti. Ponavadi postanemo prijatelji. No. Ampak verjetno je na koncu rezultat kot produkt je pa še zmeraj fantastičen. Točno to. Ja, točno to je. Robert, da mi povej še, glede na to, da se na Beyond Leadership podcastu veliko pogovarjamo tudi o vodja prihodnosti, stili vodenja, me zanima, kako pa ti ocenjuješ sebe, da si se tekom svoje kariere, ko si vodil manjše, večje, največje projekte, da se je tvoj stil vodenja spremenil? Ja, zagotovo se je. Jaz sem imel eno zelo veliko srečo, da jaz sem pri 27 že kupil prvi objekt, vzel kredit in gradil 5-stanovanjski vila blok. Takrat sem enega gospoda Borošaka povabil v projekt, da mi je pomagal pri gradnji in on me je pravzaprav naučil, kako dejansko je zelo, zelo pomembno, da imamo tedenske koordinacije. Dostikrat se reče, pa kaj bomo imeli tedenske koordinacije, se jih ne rabimo, vse to zelo je pomembno, ker takrat ti vidiš, kaj vse je v zadnji si skuhal, kjer kamenček ima nekdo v čevlju, pa ga moramo odstraniti in tako naprej. In to je ena od organizacijskih stvari. Druga stvar, ki sem jo pa v svojem življenju naredil, je pa to, da sem vključil strokovnjake, antropologe, doktorje psihologije, magistre psihologije in sem imel najprej 7 let, dobesedno vsak dan, vsaj za nekaj ur, gospoda v penziji, takrat gospoda Vladimirja Kočevarja, magistra psihologije, ki me je učil tako od organizacije, do bontona, protokola dela in tako naprej, pa ne samo mene, vse zaposlene. Ne. Kako pomembno je, kdaj pokličeš, kako nagovoriš in tako naprej. In pa po Vladimirju še doktor Mulejevo, Lucijo Mulej, ki je in še zmeri dela z mojo ekipo tako individualno kot z mano in pa z rednimi mesečnimi koordinacijami. In to so stvari, ki se mi zdi, da dejansko jih moraš slišati, ljudje se spreminjajo, poglejmo, kaj se je zdaj zgodilo. Sprav, zdaj v času korone se je svet spremenil, midva sva na Zoomu, pred 3 leti zagotovo ne bi bila, ampak bi sedela v Beyond Leadershipu, v studiu in se pogovarjala v živo. Sprav, danes ni več distanca, ni več meja, vse je zelo na hiter in če ne slediš temu, je to potem lahko zelo, zelo problematično. Dejstvo je pa nekaj, da v Sloveniji smo še zmeraj zelo na izi. V svetu ti pa to še toliko bolj pokažejo, sploh v zahodnem svetu, kako pomembno je, da trgovski potnik naredi 130,000 kilometrov z avtom letno, pri nas jih naredi 30 in tako naprej. The best. Zmeraj sprovociram tudi z vprašanjem, če bi šel v preteklosti, bi kaj spremenil? Ne. Ne bi, ne? Ne. Zakaj ne?
Ja, lej, to, kar si prej na začetku voda povedal, ne, uh, moram reči, da sem sam ponosen na vse te stvari. Ponosen sem na prijatelje, ponosen sem na ljudi, ki so okoli mene, ponosen sem na sodelavce. In vse to ti da neko osebno zadoščenje, ki se na koncu reflektira v družini. In če ta celica, se pravi, ti kot tak z vsemi temi sateliti okoli funkcioniraš, ne bi spremenil nič. Ne rabim 10 Ferrarijev v garaži, ne rabim 3 čolne, res ne. Mislim, imam čas, ki si ga organiziram po svoje, imam pa še zmeri to energijo, željo in voljo, evo, da pri 50 letih vsak jutr vstanem in si res želim tistih izzivov. Evo, danes med drugim tudi tebe, ne. Prav veselil sem se, da se končno lovila, so se ne vem kolikrat, ne. En bolj zaposlen kot drug, ampak evo, prav prijetno, res prav prijetno je s tabo govoriti. The best, hvala, Robert. Pejva še malo na tvojo osebno plat. In sicer, kaj so tvoji hobiji, kako se soočaš s stresom? Kako jih... Ja, tako kot sem rekel, ne, jaz imam hobije čez celo svoj diapazon dela razporejene. Ne. Se pravi, določeni ljudje, ki me samo površinsko poznajo, mislijo, da samo uživam, pa športam, pa ne vem, kaj delam. Ne. Tisti, ki me pa res poznajo, pa vidijo, da ne vem, gori luč tlele na Masarikovi v petek ob 11. zvečer. Ne. Hobiji kot taki so golf, ki sem ga že omenil, se pravi, probam ga čim več igrati, če se le da enkrat na teden, če gre, ampak ne gre. Ali je to v Dubaju, ali je to v Omanu, ali je to v Avstriji, na Hrvaškem, v Sloveniji, sploh nima veze. Zelo fajn mi je golf igrati s prijatelji, ampak golf, ki ga igram za sebe. Ne. Jaz se zelo malo pogovarjam med golfom o projektih, o poslu, kakorkoli, ampak dejansko se sam poglobim v sebe in mi je to dobesedno neka psihoterapija. In zaradi tega ga rad igram. Ti pri golfu narediš 16 km, prehodiš, narediš 300 počepov ali več, dvigneš tono pa pol tiste torbe in dejansko spucaš glavo. Potem imam zelo rad smučanje. Smučam s prijatelji, gremo na heliskiing v Kanado, gremo na Japonsko, naslednje leto gremo v Albanijo. Tako da odkrivamo svet zraven in pa seveda pač se tudi aktivno povezujemo. Pred 6 meseci, ko sem zelo ugležen, sem začel spet bolj aktivno tedensko, če se le da 2-krat na teden delati z trenerjem. Se pravi, kineziologinja je v zadnjem času bila zelo aktivno vpeta v moje, recimo temu, psihofizično dobro kondicijo ali pa stanje. Basket sem žal nehal igrati. Vedno vsako leto potrdim, ne, ja, letos bom z vami, ne, ampak potem ne prijem niti enkrat. Enostavno je pregrob šport mi, no, in ga je preveč intenzivno igram in prije prevečkrat do poškodb. No, tako da pri 50 je enostavno to pač preveč. Ne. Tako da, ja, to so neki taki, pa windsurfing po leto obvezno za 2-3 tedna sigurno, ne, na Pelješcu. No. Tako da, vse to so poleg te zgodbe, se pravi, kulture, umetnosti, galerij, nujno hodimo 2-krat na leto z družino odkrivati metropole, take ali drugačne, ali je to v Evropi, ali je to v Afriki, ali je to v Aziji, sploh nima veze in smo sigurno po 2 dni po galerijah. Tako da nekako poizkušam imeti vse pomal, no. Zdaj pa je to malo, je veliko, je pa to zelo, zelo težko reči, ampak glede na to, da res veliko delam, rabim tudi veliko tega. No. The best. Kaj pa kakšne serije, knjige, kaj imaš kaj? Ja, zelo rad imam, se pravi, ko sem na letalih, zelo rad berem, ne, se pravi, si naložim na tablico. Velikokrat so se pač to bolj kot ne strokovne literature, ali vezane bolj na vodenje, ali vezane bolj na arhitekturo, dizajn ali kakorkoli. Velikrat na morju sploh ne, pa si vzamem potem tudi leposlovje in potem poizkušam kakšnega remarka ali pa kaj podobnega prebrati, da dejansko potem imaš tudi še zmeraj nek tekoči jezik komunikacije, da lahko lažje komuniciraš in tako naprej. The best. Najljubša hrana? Ja, ne bi bila. Čeprav rad grem tudi v gledališče, rad grem tudi v opero in tako naprej. Ne, pravim, najljubša hrana tvoja je? Ja, hrana kot hrana. Ja. Jaz sem mislil, da govorijo, da je kultura moja hrana, ki ne, je. Se je. Najljubša hrana, suši, nigiri, sladkarije. Nor sem na sladkarije.
In predvsem imam rad čokoladno-mehke kombinacije. Ne? Ali so to kakšni musi, ali so to kakšne tortice, ali so vrhunske belgijske čokolade, so mi najboljše, naprimer. Avstralske čokolade, naprimer. To odvisnost enostavno ne morem prekiniti in potem vsako leto 1 kilo dobim, ampak počasi upam, da bo šlo že dol. The best. Zmeraj rad vprašam tudi moje izjemne goste, kakšen podjetnik, ki ga zelo spoštuješ, ceniš, ti je mogoče tudi malo vzornik. Velikih je, sprav od tistih svetovnih, ki so naredili velike zgodbe, pa jih oba poznava, ne, od Jobsa, Muska in tako naprej, ki ali mi ena stvar ustreza, pa druga ne, ali kakorkoli, ampak poudaril bi tukaj, tako kot sem ga že prej omenil, Mirana Ravterja, ne, meni je on neverjeten podjetnik, kako čudovito vodi to svojo ekipo, 120, 130 ljudi, mislim, da že ima v Sloveniji, funkcionira v regiji, ne. Moji bližnji prijatelji, ne, Nejc, kako vedno, Jernej Savič, on je direktor na Novartisu, kako res s srcem, ne, pri teh letih še zmeri srka vsako novo informacijo, ki dobi novo izobraževanje, ki jo potem nam prijateljem predaja in tako naprej, in kako vodi svoje ljudi in tako naprej. Te ljudi vse vidiš, ker si veliko z njimi. Ne. Mi imamo ta moška srečanja, to nisem omenil, ne, pa tudi ne bi, ne, se pravi, mi gremo enkrat na leto z eno ekipo, pa 2-krat na leto z drugo ekipo, sami, zato prav točno to, kar se mi pogovarjava, ne, pa pravijo, pa to rabite, ja, ker en drugega učimo, jaz mogoče njih malo bolj v neki umetnosti, v neki bolj kreativnosti, v nekem odnosu, ki mora biti malo bolj sproščen, ali pa ne bi bil, ali kakorkoli, oni mene v svoji organiziranosti, ne vem, meni je farmacevt, druga dva sta ekonomista in tako naprej, ne. Tako da ja, to je zelo, zelo pomembna stvar. The best. Če greva pogledat, prej sva debatirali o digitalizaciji in če greva zdaj na tvoj telefon pogledat, kaj so tvoje aplikacije, kaj največ uporabljaš? Največ uporabljam WhatsApp. WhatsApp zagotovo najbolj, to je seveda pa zaradi arabskega sveta, ker oni ne uporabljajo mailov, ne, in če jim ne pošlješ na WhatsApp, ni šans, da bo odgovoril, ne. Zdaj potem imava neke te moje izobraževalne The Plan in tako naprej, pač, ki so vezane na literaturo, potem pa seveda Instagram, Facebook, zagotovo vsak dan pogledam vsaj enkrat Instagram pa Facebook, ne. LinkedIn verjetno 2-krat na dan. Tako, to so neke stvari, ki... The best. Zdaj smo prišla pa do še najpomembnejšega vprašanja, in sicer zaključno vprašanje. Ogromno poslušalcev imamo, ki začenjajo kariero, na drugi strani imamo tudi ogromno poslušalcev, ki so že zelo uspešni, pa zmeraj vprašam moje goste, kaj bi bil tisti zaključni nauk ali pa nauki, ki bi jih namenil našim poslušalcem? Jaz mislim, da je zelo pomembno, da delajo s srcem, da delajo pošteno in da ne obupajo, ne. Slej ka prej, ne, se bo rezultat zgodil. Jaz vem, da je zelo težko, ne. Danes nisva govorila o težkih trenutkih, ki so verjetno vsaj 50% sestavni del vsakega rezultata na koncu, ki pride. Je to zdaj uspešen ali ni uspešen, sploh nima veze, ampak pride do tega in padci so sestavni del vsake kariere. Ali si zaposlen, ali si podjetnik, nima veze, ne. Tako ali pa drugače. In zelo pomembno je, da zjutraj, ko vstaneš, imaš pozitiven naboj, pozitivno energijo in da si rečeš, da tole bom pač premagal, ne. Predvsem pa tudi, jaz mislim, da je zelo pomembno, da se preveč ne obremenjujejo, ne. Vsi vemo, ne, vsem pomeni denar velik, zaradi tega, ker lahko lažje funkcioniraš, ne razmišljaš, ko boš plačal račune in tako naprej. Ampak bo prišlo, če boste delali dobro, vztrajno, zagotovo bo tudi denar prišel. Danes je prav ta svet digitalizacije toliko odprt, da lahko pokličete Evo Marka, pokličete mene vedno. Moj telefon je odprt, maili odprti, slej, kaj prej me lahko dobite. Če ne odgovorim, pokličem nazaj vedno. Tako da, to je tisto, ne, se pravi, bote vztrajni, bote odprti, bote pošteni, bote iskreni do sebe, bote navihani. Top. Dragi poslušalci, z nami je bil izjemen Robert Klun, arhitekt, oblikovalec, investitor, podjetnik, predavatelj, mentor in pa še kaj drugega bi se našel.
Tudi sem vesel, Robert, da si moj prijatelj, tako da še enkrat hvala za vse poglede, izkušnje, izjemne Hvala, Marko. nasvete, ki si jih dal, res hvala. Hvala, zelo prijetno je bilo, tako da v veliko veselje. Spremljajte nas na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.